Danes poteka 18. redna seja izvršilnega odbora Slovenske ljudske stranke. Trenutno poteka razprava o pripravah na evropske volitve. Predvidevam, da bomo danes nekje v 80%, če tako rečem, oblikovali listo kandidatk in kandidatov, s tem, da se verjetno še ne bomo odločili, koga predlagati za nosilca liste, ker smo se odločili, da bomo predhodno še malce z javnomnenjskimi anketami vse skupaj preverili, sicer pa se izvršilni odbor precej časa danes ukvarjal z aktualno-političnimi temami, predvsem dve pomembni temi, seveda Hrvaška, ki je že nekaj časa tema v Sloveniji oziroma urejanje odnosov s sosednjo Republiko Hrvaško, pri čemer smo sprejeli sklep, da izvršilni odbor podpira slovensko politiko pri urejanju odnosov s sosednjo Republiko Hrvaško, s tem, da Slovenska ljudska stranka vztraja, da se Hrvaška omakne z ozemlji in morja, ki jih je zasedla po 25. juniju 1991. To so naša pričakovanja, da se zgodi čim prej, seveda najkasneje po obstopu Hrvaške v Evropsko unijo. Sicer pa se izvršilni odbor, ki so danes zbral v razširjeni sestavi, so še predsedniki zvez, klubov, podmladka in poslanci in svetniki, kot 25 ljudi veliko ukvarjajo z krizo oziroma z, jaz se raje uporabljam izraz, oteženimi pogoji gospodarjenja v Republiki Sloveniji. Izvršilni odbor je vesel, da je odbor za finance, parlamentarni odbor za finance podprl predlog amandmaja Slovenske ljudske stranke k rebalansu proračuna za leto 2009, ki se nanaša na zmanjšanje materialnih stroškov proračunskih porabnikov za 10%, pri čemer pa pričakujemo, da bo Vlada Republike Slovenije z sistemskimi ukrepi čim prej na enak način skušala zmanjšati tudi stroške celotne javne porabe, s čimer menimo, da bi sprostili nekaj proračunskih sredstev za spodbudo gospodarstva oziroma tudi direktno razbremenili slovensko gospodarstvo.